Zdravo, banda! Praznični čas je zelo primeren, da povadimo spretnost, ki je v človeški družbi prisotna že vsaj od izuma besed. To je laganje. Znancem denimo ponavadi lažemo, ker nam to koristi. Ker pa tale sketajoči čas večina preživlja z najbližjimi, torej tistimi, ki jim praviloma lažemo, zato da jih ne bi prizadeli, recimo, če nam kupijo kaj takega, kar nam ni preveč všeč, bom svoje sposobnosti preverila v čisto posebnem laboratoriju, pri tem pa mi bo pomagala magistrica kognitivne znanosti Ajda Centa! Živijo! Mogoče pa najprej še nekaj zanimivosti. Laganje je zelo kompleksno vedenje, ki se raziskuje že stoletja, a vendar nimamo nekih jasnih odgovorov. So pa nekatere študije pokazale, naprimer to, da se ljudje v povprečju zlažemo na dan 2 laži. Najstniki pa naj bi bili tisti, ki se lažejo najpogosteje. Bravo, bravo! Najuspešnejši pri laganju pa ste mladi odrasli, stari od 18 do 30 let. Laganje namreč z leti postane bolj prefinjeno in ga je težje prepoznati. Še to, vzrokov za laganje je veliko. Ponavadi gre za prikrivanje kakšnih napak, občutij, mnenj, mogoče za kakšno ekonomsko korist ali pa na splošno, da naredimo boljši vtis. Lažemo pa tudi zato, da ne bi koga prizadeli ali pa da bi koga nasmejali. Zdaj pa v laboratorij. Torej, to sta napravi, s pomočjo katerih se preučuje prepoznavanje laži. Zakaj pa znanstveniki preprosto ne spremljate ljudi, ki govorijo, in če se jim zatikajo besede, če govorijo s povišanim glasom, pa če se jim razširijo zenice, ne? Vse to so znaki, da ljudje lažejo. In lažnivci se tudi dajo roke pred usta, pa gledajo stran. Ja, točno to. Pa nos jim tudi raste, ki ga lahko zmerimo. No, v bistvu to ne. Samo v stržku je zrastel nos, ampak to je pravljica. Ja, res je. To so nekakšni miti. Namreč nebesedno kot besedno vedenje je med laganjem lahko zelo podobno kot takrat, ko gre za resnico. Ljudje se pa velikokrat precenjujemo, kako dobro znamo prepoznati laž. Prepoznamo približno polovico laži, kar je skoraj tako, kot če bi ugibali. In zaradi tega si strokovnjaki potem pomagamo z dodatnimi tehnikami in metodami, kot je na primer poligraf. Tega najbrž poznate iz filmov? Poligraf meri fiziološke odzive, v našem primeru na psihološke procese, kot so na primer srčni utrip, kožna prevodnost oziroma znoj. To merimo zdajle, ne? Tako. In krvni tlak in dihanje. Termografska kamera je pa bolj alternativna metoda, ki ni še povsem raziskana in potrjeno zanesljiva, meri pa temperaturne spremembe izbranih pol obraza. Torej lahko še pretentam. To bomo pa še videli. Vem, da neži niso najbolj všeč praholovci, kar je še kar smešno, namreč piše se prah. Zdaj me pa zanima, a se bo ona znala zlagati. Izvoli. Izvoli. Hvala, sem pozabila reči. Sem si hvaležna njo. A se preverimo? Ja. No. Čekaj, da še to znam. Sploh ne vem, kaj to je. To je drugače ful luškan. To so lučke. Mogoče bo pa zate. Ok, Neža, zdaj te merim in gled prosim v kamero in mi odgovori. Ali ti je to darilo všeč? To darilo je eno izmed najlepših daril, kar sem jih jaz kdaj dobila. Mislim, sploh. Kožna prevodnost je zelo narasla, zelo se je začela potiti, srčni utrip ti je narastel. Tudi okrog oči so se pokazale spremembe v temperaturi. Nos se ti je še bolj Podaljšal. Ja, podaljšal. Temperatura nosu se je tudi nekoliko znižala. Mislim, da tebi v resnici ta darilo ni všeč. Kako zanesljive pa so te metode? Ker meni je v resnici tole ful všeč. A ti je res? Ne.
Torej, te metode niso zelo zanesljive. Poligraf se ponekod uporablja zgolj kot dopolnilno orodje. Stopnja, naprimer, natančnosti prepoznavanja laži s poligrafom se giblje nekje od 80 do 90%. Mogoče si obetajo boljšo zanesljivost kakšne druge metode, recimo metode slikanja možganov. Vendar, ko pridemo v resnične situacije, se kompleksnost prepoznavanja še toliko bolj poveča. Ampak verjetno so pa vse te metode veliko bolj zanesljive, kot so bile recimo kakšne srednjeveške metode ali pa metode, ki so jih Kitajci uporabljali 1000 let pred našim štetjem, ko so dali človeku, ki so ga sumili laganja, pest riža v usta. In čez nekaj časa so morali ta riž izpluniti in če je bil ta še vedno suh, so ga obtožili, da je lažnivec. Takrat, ko si živčen, imaš suha usta in ko lažemo, načeloma smo živčni. V bistvu, če hočeš biti dober lažnivec, ne smeš biti živčen. Tako nekako, oziroma dobro je, da pristopamo h katerikoli situaciji na miren način in da nismo preveč živčni. V komentarjih na našem YouTube kanalu pa napišite, kdaj so vas nazadnje dobili na laži ali pa kdaj ste vi koga nazadnje dobili na laži.